No, pomembno je pa pri njih je pa fajn to, ko se sprehajaš pa vidiš, da to ni kot v Afriki, veš, to vsi nekaj delajo, veš, on sam dela, veš, ta možakar bi lahko res prav, kar malo, kaj bi se usedel pa bilo, ampak on bo šel nekaj delati. On bo rekel, jaz moram nekaj delati. Tudi seriozkrat, jaz sem... Kaj je že ono delo, veš, evo, kaj je brez veze, nekaj na S? Sizifovo. Ja. Kak? Sizifovo, kaj delaš? Idrijski rokerji so po 2 letih dela v mladinskem centru v njem postali gosti. Občina je na čelo Kica postavila katoliško občestvo mladih. Koncerti so po letu izostanka dovoljeni edino pod pogojem, da so zidovi po koncertih neomadeževani. Nekdanji ministrant in organizator tega v Sloveniji največjega rock festivala, sem si vsako leto zaželil, da bi pa mogoče imel tam kar eno mašo nekje, ne? In so se s gospodom zlepil. Oče dela v gozdu, mama pa na polu, jaz delam fabrik, sestra sem pa v kolgon. V Gornje Savinjski nič kaj dost ne gre, kar je družbenega značaja. Tis privat, ja, to ima iniciativa, pa ono, pa drugo, pa tretje, tis ja, kar je privat, kar bo pa, da bo kaj za družbo, tis pa ne, je. Ako mislite, da će neko profesionalno umjesto vas raditi za dobrobit, za političku jednakost, za dobar politički život u vašoj sredini, varate se. To je zadatak mene i vas, svakoga između nas. Put nije u profesionalizaciji, nego je put u tome da se usudimo reći, da se usudimo ispostaviti, da se usudimo napisati kontru, da se usudimo protestirati. Tu se ne radi o moraliziranju, nego radi se o političkoj osobi koja mora biti pripravljena da se ispostavi za to da brani drugoga koji je ugrožen. Bez obzira tko bio taj drugi. Da li je ona koja je silovana, da li je on koji je gladan ili da je on koji ga ubijaju. Da li je on koji je crn ili da je on koji jede jastoge. To nema veze s tim. Zdaj, ne vem, kako dolgo bom pa tukaj aktivist, pa ne vem, bomo videli, ne. Če me bo delo zadovoljevalo, pa če bo kakšen odziv od mladih, pa se lahko zgodi, da tudi do konca življenja.
društva, recimo kulturne, recimo tle v občini, rečemo, da delujejo 3. Mislim, da 3 društva, ki imajo prav v imeni, oziroma prav, da so naslovno kulturne društva, ne, je Karel Štrekelj, kulturno društvo, ja, pa le kulturno-umetniško društvo 15. februar in Medonimona, ne. Popku Krasa Komnu je z društvom ŠUS, vseljenim v staro osnovno šolo, podarjen kulturni hram. Domači in priseljeni likovniki ohranjajo na akademiji vzpostavljene stike z evropskimi kolegi. Njihove slike in kipi se menjajo na 2 tedna. Lokalni brigadiri so v srensko družabno življenje vpeti že od svojega 14. leta. Tako se v njihovi ponudbi meša trkljanje pirhov, špica evropskega alter roka, kresovanje in briškuljada. V krmarjenju med internacionalizmom, alternativo in vaško skupnostjo so zabredli tudi v enoletno izgubo časa in denarja z območnim distributerjem kinoprograma. Ko jim je občina prepustila streho nad glavo, je ta še puščala. Podstrešje je postalo galerija po udarniškem vikendu. Komunalo s prostovoljnim delom prehitevajo po levi. Ne vem, se mi zdi, da smo kar tako mladinska brigada, veliko društvo. Na začetku za napuhan naš proračun smo mogli izvesti eno veliko akcijo, tle od spredje smo napravili. Naprimer, poletje smo napravili en taki zid, ko ga ne vidiš konca, ne kraja, ne? Ja. Zid. En zid z dosti kamnov. In tudi smo poštimali naš kraški hram, ko jaz upam, da bo deloval kar v redu. Recimo prav za veliko noč je bila tle briškula in trkljanje jajc in razstava pirhu. To je bila v bistvu se prav to društvo Medonimona in ŠUS se nekako v obejtu organizirale, oziroma Medonimona je organiziral razstavo pirhu in pol je bila popodan briškula, je bil lep popodan in mislim, tle je bilo en kup več starejših ljudi, ki so prišli na briškulo in so bili zelo kontenti, no. In so bila pol je taka več izjava, ko češ se ti fantja, veš, pa niso samo, ne vem, neki žureri, ki priha samo za svoj red, ne, so naredili edini nekaj na en tak lep dan, ne. Kako naj ti pojem, še onaj v pesmini, ko da najina noč ne bo končana, ko se novo jutro rodi. In ko bo spet odšel, rekla bom, naj bo lepo, naj bo srečen za oba. To je pa, zdaj smo že na severno-primorskem, veste? Oziroma Goriško perlo. Tam je toplo, tople in tam bi bilo fajn za Afričane, da imajo tam univerzo. Jaz ne vem, zakaj so nam tvele univerzo Ljubljana naredili. Res? A veš, univerza tle v Ljubljani je prava muka za Afričane, jaz vam povem. To je bilo poskus
poskus iztrebljenja, veš. V Sežani se mladinski center paca že par let tudi zato, ker je v zadružnih dvoranah tako luštno. Tečajniki tokalske delavnice v klubu Podlaga, člani umetniškega društva Gozdnih 8, so redni sodelavci komanskih koncertov, ki 2-krat letno poleti in po zimi prilezejo iz kleti v sosednjo Škrbino. Prva je ta, da ni ovir, vse manje ovir porabniške požrešnosti. Druga je ta, da se sistemsko spodbuja konformnost, strah in negotovost. In tretja se mi zdi, je ta, da se najbolj tudi sistemsko spodbuja odpor, celo prezir do političnega, oziroma tisto, kar se dogaja, najbolj že neke sorte zmaga antipolitike, kad pravi v našem prostoru Kuzmanič po Arenkovi najbolj. Zato so utopistike videti stvar premaknenih, pretegnjenih sanjačev ali pa kakšnih starih nostalgikov, ki so že dolgo tega zgubili stik z realnostjo in mogoče tu in tam kakega privilegiranega univerzitetnega profesorja, ki pa je tako vse to troje hkrati. Druga teza, upam, da nisem šla že čez 5 minut, če ne, drugo tezo imenujem politično ekonomijo negotovosti. Projekcijam bodočnosti, ki jih Wallerstein ali Wallerstein imenuje utopistike, stoji nasproti neke sorte meteorologije, jo kličem, spojni kot so globalizacija, izguba trgov, padec povpraševanja, nove oblike zaposlenosti in tako dalje, pa recimo Evropska unija, kar je zelo prisotno zadnje čase, posebej pri nas, ki so meteorološki zato, ker se prikazujejo kot neke sorte metainstance, kot nekaj, kar je zunaj vsakršnega nadzora, kot neke vrste sunki usode, ki so določeni zunaj individualnih, zunaj kolektivnih obzorij. In s temi meteorološkimi pojmi je seveda mogoče opravičevati tako nezaposlenost kot odpuščanje, z njimi je mogoče opravičevati zniževanje kakovosti storitev, demontažo socialne države in še, to vse se nam po mojem mnenju dogaja. Ampak tisto, kar je hujše, je nekaj drugega, namreč sporočilo teh tako imenovanih globalnih meteorologov je dost hujše. Njihovo sporočilo je, da je pravzaprav vsakdo, slehernik in slehernica v vsakem socialnem položaju, tudi v tistih položajih, ki so ta hip mogoče še videti varni in privilegirani, potencialno odveč in je zamenljiv.
In skoraj najbolj višna zadeva je, če se pride v nedeljo še, bi rekel, po maši. Tu imamo nekako zrihteno, ja, takrat se ljudje, ki je cerkev zraven, ne? Medtem ko občani Komna hitijo izpod Prižnice oživljati trško jedro naravnostne Šuzove razstave, je na primer Koper prototip odtujenega mesta, ki se boji svoje podobe. V strogem mestnem jedru, ki ga pri nas oživljajo raziskovalni inštituti, v katerih delajo raziskovalci, ki kadar se pojavimo na trgih tega mesta, takoj postanejo prvi podpisniki peticij, da je treba takšne prireditve ven dati iz mesta. Po eni strani trošijo denar za raziskavo ob tem, kako bomo oživljali mestno jedro, po drugi strani pa podpisujejo peticije k županu mesta za to, da nas, se pravi, naše društvo izganja iz trgov, iz živih prometnih vozlov tega mesta. Zagreb so v drugi polovici morastih 90-ih oživljali kolegi iz URKA, Udruženja za razvoj kulture. Z vztrajnim upiranjem novohrvaški danosti so za seboj potegnili kritično maso mladih, ki je na lansko jesen polnila stari klub Močvara in ga podpirala v nemogočih podnajemniških razmerah. Nova Močvara na Savskem nasipu se je rodila marca letos ob zamenjavi oblasti. Od tedaj vsakodnevnega programa ne bremenijo stroški najemnine. Po Močvari in tudi po drugih prostorih po Zagrebu se zadnje čase razlegajo čudni, moderni zvoki, kar priča o ljubezni do novega, ki je v mestu bienala sodobne klasične glasbe preživela 10-letni mrak. Ta Slovenija je tako lepa, naravno lepa, da vsak si hodi vzeti. To so Italijani, to so Nemci, to so Mađari, tam, to so... In zdaj le smo mi na vrsti fanti. Tako gre, če je svinjarija, zlasti še nedokadljiva svinjarija, menijo pivci, begneš pa najdeš bitje s pol strešice. Kakšen gnojen ostanek partije ali že česa, v glavnem kakšen balkanski stvorček. Najbolj pereče vprašanje, na katerega še vedno nisem našel odgovor, je, kdo je Dolfi. In iščem... Ik ben met katoentje naar de botermarkt gegaan, naar de botermarkt gegaan. Ze kon maken wat ze wou, ze kon maken wat ze wou, ze kon maken wat ze wou, ze kon maken wat ze wou. En ze maakte van boter een dominee pardon. Sad na bolj, mislim, jaz se pa če ti par prenapetežu najdla, ko bi radi pečat daj v trenutku oblasti, a ne, ko sem na oblasti, hoče moje sanje, moje vse skupaj. Storno. Štrbec izklopljen. Dalj časa odsotna. Noče plačati, noče plačati, noče plačati. Opomin! Plačilna sprememba. Jo ni nikoli doma. Opravičeno, nenaseljeno. Noče plačati, ker ni računa. Odselil
čeka, se ne boji, se ne boji. Morje ladje, se ne boji, se ne boji, se ne boji. Vjetar pomladi, se ne boji. Ciganko koši, se ne boji, se ne boji. Kuga smrdi, se ne boji. Se ne boji, se ne boji, kmet teleta. Se ne boji nebo oblakov. Se ne boji, se ne boji, se ne boji. Mojster verza, vers, mojstra, mojster verza, vers, mojstra, mojster verza, vers, mojstra. Se ne boji. Ne oziraje se na ideje, je slovenska vlada februarja uvedla delovne vizume za tuje kulturnike, dohtarje, znanstvenike, reševalne ekipe, gospodarstvenike, cirkusante. 100 mark za največ teden dni. Odločba je zaradi protestov prizadetih vzdržala le slab mesec. Dober večer. V čast mi je, da predstavim poslednje žrtve niti ne 3-tedenske uredbe o delovnih vizumih za tuje državljane, zasedbo Fokus Pokus. Poslednje žrtve so tako teletrije, ki jih vidite pred sabo, kot tudi Slovenska kinoteka. Na skladbu You Won't Forget Me, što bi značilo nećeš me zaboraviti, a ja bi dodao You Won't Forget the Dancing Group, yo. Vi nećete zaboraviti nakon njihovog nastupa, naravno, plesnu skupinu Jo iz Putnikovića.
če se jih je kritika dovolj prijela, ne, potem bodo fajn razmislili. Ne, ker v principu kar nekaj riskirajo. Ne. Meni se zdi, da smo pripravljeni tudi na ulico, ne, če je treba. Kar se mi zdi celo mogoče po eni strani dobro. Za prelufta si pljuča, če drugega. Tako, ja. Ok, skratka, treba je ostati še zmeraj na preži, ne? Tako. Jedno drugo osobno pitanje. Da li vi zaista svakog večera gledate Dnevnik RTV Srbija, jer to sam jednom radio 10 dana, a onda sam odustao jer sam zapazio da se mi smanjuje mozak. Ko su, dakle, ko je opozicija u Srbiji? Ko su oni? Oni su, dve tačke. Izdajnici, plaćenici, pedofolonaši, narkomani, nadobudni homoseksualci, evropske i američke sluge, rukoljupci, ulakači, analni organizmi, a robovi novosvetskog poretka, maloumnici, janičari, poturice, domicilne ulizice, mrzitelji progresa, hladni cinici, takozvane demokrate, alkoholičari, genetski neodređeni likovi, čiji pol još nije utvrđen, vlastoklepci, grabljive figure u tuđem vlasništvu, hrvatofili, najgore. Spremni da za male pare prodaju svoju zemlju, ovisnici o takozvanim zelenim očanicama, Sorosevi roboti, zanimljivo, ravnodušni prema predsrpskom patnjom, otupeli, dokazano neinteligentni, opasni za okolinu, frustrirani, odrezli u kriminalu, spremni za odmah na poklonjenje novom ustaškom podavniku Stjepanu Kresiću, opasno, maloumnici koji vode samo pohlepa, takozvani mirotvorci, takozvani pacifisti, takozvani modijalisti, varati. Sileđi u privatnom životu, falsifikatori, Hrvačin mati, ucenjeni od Bill Clintona, Marva, inozemni agenti, plaćeni ubice, najviši nivo srpstva, lažni proroci, neprijatelji, takorećeni lažovi, političke prostitutke, šljam, američke ulizice, NATO falang u našim redovima, nihilisti, kcizeri, antisloveni, neznalice, analfabete i konačno, po tom političkom rejtingu u srpskom narodu, parameci. Stojim pred hišo kulture v Pivki, katera v svoji notranjosti ponuja veliko zanimivih stvari. V zgornjih prostorih hiše se nahaja pivško razstavišče umetnin, v katerem se je dogodilo že 10 mednarodnih razstav. Pravkar pa so na ogled dela mladega akademskega slikarja Boštjana Plesničarja iz Ljubljane. To pa še zdaleč ni vse, kar ta hiša ponuja. Poleg razstavišča umetnin je v hiši namreč še grafični studio in fotoatelje. Zdaj pa vas povabim na skupni ogled te edinstvene kulturne ustanove v Pivki.
Belina Škrbina! Lahko začnem? Ja. Delavsko-pankrska univerza je pač nek izhod v sili, nek poskus, da se na novo odpre žgoče vprašanje današnjega časa. Predvsem za to gre. Se pravi, nagrmadenih je toliko problemov, o katerih pa vladajoči diskurzi na Slovenskem pač nimajo kaj povedati. Se pravi, gre za poskus odpreti neke druge načine videnja tematizacije cele stvari. To je prvo. Drugo je poskus odpreti prostor za diskusijo. Odpreti Metelkovo, odpreti Mirovni inštitut, da se tukaj ljudje dobimo, da rečemo kako, da se nasmejimo, da se družimo. Skratka, ta socialni element, kajti političnega delovanja, enakosti in svobode, brez tega elementa
Ni. Zaenkrat, hvala Bogu, da imamo alter sceno, da imamo punk koncerte in tako naprej, da to vendarle funkcionira in da ta mainstream kultura ne požre vsega. Kar se pa tiče samih idej, je prvi letnik lanski bil posvečen ideji revolucije, predvsem stališča, da se jo rehabilitira, da se reče, revolucija je pač neka legitimna stvar, o kateri je treba govoriti, to je del naše zgodovine in to je svetli del naše zgodovine. Pa ne mislim pri tem samo na revolucijo v smislu partizanske generacije, partizanske revolucije, pač pa, ko govorimo o revoluciji, mislim o večjih stvareh. Govorim o političnih generacijah, ki so delali revolucijo kot leta 68, ne nazadnje tudi naša generacija, ki je v 80-ih, konc leta 80, izpeljala revolucijo. Predvsem je bil poudarek na tem, da se revolucija osvobodi balasta nasilja, da se reče, da revolucija ni nujno povezana z nasiljem in da se pokaže, da so revolucije leta 89, tako kot leta 68, ki so bile pa enormno uspešne in produktivne na vseh področjih človekovega življenja, bile brez nasilja. Velike slave. Cauldron still